Pozdravljeni. Na vrsto je zopet prišel komentar novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zgodilo v 16. letošnjem tednu. Kar se tiče samega formata, nobenih sprememb, 4 različni sklopi, kjer bomo skušali dati poudarek vsem tistim novicam, ki potrebujejo dodatni komentar ali pa ki niso bile dovolj zastopane v medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Kot se je zgodilo že do sedaj, bodo tudi tokrat vse novice tiste, ki so bile objavljene na isti dan, 9. aprila. A to ni toliko važno in seveda kot običajno, ukolikor vas zanima, kaj piše v originalih citiranih člankov, imate bližnjice do njih navedene v opisu. Pojdimo kar takoj k naši prvi današnji temi, prvem današnjem sklopu. Kot poroča spletni portal RaceFans, mnogi vozniki niso navdušeni nad tem, da bo na veliki nagradi Kitajske prvič letos prisoten format sprinta. Dobro je znano moje stališče, da nisem ljubitelj tega formata in ne vidim nekega smisla v prirejanju dirke v dirki. A pustimo sedaj to ob strani. Namreč mnogi vozniki so mnenja, da na progi, kjer smo zadnjič videli dirko v daljni sezoni 2019, kjer so na novo naredili celotno asfaltno površino, bi morda rabili malce več prostega treninga kot samo 60 minut. Še posebej, če se bo na tistem edinem prostem treningu kaj zgodilo. Nesreča, morda kakšne padavine ali podobno. Mnogi navdušenci imajo radi sprint, ker se zmeraj kaj dogaja. Dvojne kvalifikacije so bolj zanimive kot ene same, ampak tu se moramo na nekaj spomniti. Namreč ekipe, ki so malce bolj v ozadju, ki sledijo Red Bullu, potrebujejo verjetno malce več časa, da dobijo tisto idealno nastavitev. In lahko bi se zgodilo, da bo kdo v ekipah Formule 1 prenizko nastavil bolide. In to bi pomenilo velike težave, čeprav, treba je poudariti, letos lahko spreminjajo nastavitve, kajti v petek in soboto zjutraj so aktivnosti namenjene sprintu, kvalifikacije in seveda sama dirka so ločeni in samo po kvalifikacijah začne veljati tako imenovani park fermé. A da ne bom kot običajno polemičen glede tega izbora organizatorjev, si bom dovolil samo na kratko pokazati, kako sam vidim ta izbor, da prvi sprint je letos na veliki nagradi Kitajske. Pravzaprav nimam kaj reči, edino, kar lahko storim, je to. Še malo pa bomo sprint gledali na dirki, ki bo prvič na koledarju. Zakaj tega niso preizkusili na primer v Las Vegasu, še posebej v tistem trenutku, ko se je zgodila nezgoda s samim jaškom. A videli bomo, kako se bodo stvari razpletle. Pojdimo k naši drugi današnji temi. Ekipa Prema bo od naslednje sezone prisotna tudi v seriji IndyCar. Marsikomu verjetno to ime na prvi pogled ne pove nič, ampak Prema je ena izmed glavnih struktur tako v Formuli 2 kot v Formuli 3. In od naslednjega leta bodo z 2 bolidoma prisotni tudi v Formuli IndyCar. Rabili bodo motorje Chevrolet
in za razliko od mnogih drugih bodo dobesedno ustanovili svojo lastno ekipo. Tako bi lahko dejali, da bodo nudili tistim voznikom, ki bodo prisotni pri njih v nižjih kategorijah, tudi neko alternativo, če jim ne uspe priti v svet Formule 1. Koliko talentov je bilo prisotno v ekipi Prema in seveda nekateri izmed njih niso dobili pravega mesta v višji kategoriji. In verjetno marsikdo se na primer spomni, kako je ekipa Prema vezana na skuderijo Ferrari. Tu smo videli na primer samega Charlesa Leclerca, videli smo tudi Mika Schumacherja, letos za njih tekmuje Oli Berman, ampak tudi iz drugih ekip, na primer tovarniške ekipe Mercedes, vidimo kar močne naveze. Frederik Vesti je bil na primer v sezoni 2023, letos je tu Andrea Kimi Antonelli, tako da ena izmed najpomembnejših ekip bo seveda svoje dejavnosti še razširila na neko dokaj neznano področje. A tu se moramo ustaviti za trenutek, namreč to še zdaleč ne bo prva in edina evropska ekipa v seriji IndyCar. Naprimer, McLaren je prisoten že leta. Z eno veliko razliko. Pri McLarenu so odkupili ekipo Sama Schmidta in tako samo preimenovali že obstoječo strukturo. Kar poročajo viri, bi lahko razumeli, kot da pri ekipi Prema so začeli praktično iz nič in ustanavljajo dobesedno nekaj, kar ne bo samo prevzeto od nekoga, ki mu ni uspelo. Videli bomo sicer v prihodnjih mesecih, kako resno in uspešno se bodo spoprijeli z vsemi težavami, ampak zanimivo, kako evropske strukture tudi iz nižjih formul lahko pridejo v ameriško serijo, iz ameriške serije v Formulo 1 pa izjemno težko. To je tudi razlika, kajti za Formulo IndyCar se lahko vse kupi na tržišču, za Formulo 1 pač ne. Kot smo lahko zasledili na spletnem portalu GP Blog, je Helmut Marko videl, da je pravzaprav Daniel Ricciardo pomagal Maxu Verstappenu z njegovo težavo, kar se tiče nastavitve prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Namreč Helmut nas zmeraj preseneča s takšnimi izjavami, ki so, bodimo iskreni, rahlo nekonvencionalne, ampak v osnovi ima prav. Namreč Daniel Ricciardo je na začetku velike nagrade Japonske povzročil rdečo zastavo. In pri ekipi Red Bull so videli, da nastavitev prednjega aerodinamičnega stabilizatorja Maxa Verstappena je bila zgrešena. Park Fermé velja do štarta same dirke, ampak ker so tega formalno že opravili, ko je bilo obdobje rdeče zastave, so lahko korigirali napako. In torej za zmago Maxa Verstappena na Japonskem je posredno odgovoren tudi Daniel Ricciardo. Ampak sedaj mu ne bomo pripisovali zaslug, ki jih pravzaprav nima, saj nesreče ni povzročil nalašč. Gre zgolj za slučaj. Ukolikor bi kdo drug bil na njegovem mestu, bi rezultat na koncu praktično bil identičen. Ampak Helmut Marko je znan po svojih izjavah, ki jih sam pogostokrat imenujem kar marksizmi. In to je en izmed njih. Za konec pa, kot običajno, rahlo bolj lahkotna in šaljiva tema. Kot poroča spletni portal motorsport.com, so pri Red Bullu stavili, počneje Horner ter Perez. Namreč Christian Horner je verjetno hotel malce motivirati svojega voznika, zato je stavil, da v bistvu ne bo izboljšal tistega rezultata, ki ga je dosegel do tega trenutka na progi v Suzuki. Govorimo o
četrtem štartnem mestu. In Sergio Perez je stavo sprejel, na koncu jo je celo dobil, kajti z drugim mestom in zaostankom 66 tisočink je pokazal, da pravzaprav vsaj v tej priložnosti ni bil toliko slabši od Maxa Verstappena. In ker je Christian Horner džentelmen, je hotel takoj izplačati svojo stavo Perezu. A tu smo lahko videli, kako premeten je mehiški voznik. Tako kot je stavil z Hornerjem, je v bistvu za isto vsoto stavil tudi z Berniejem Ecclestonom, ki seveda ni bil prisoten na prizorišču, ampak še zmeraj spremlja dogajanje. Perez je seveda stavil proti sebi, tako da v vsakem primeru ne bi ne zaslužil, ampak tudi ne izgubil. Tako da v trenutku, ko je prišel Horner dobesedno s čekom, da izplača Pereza, mu je ta velel, da ga samo preusmeri na samega Ecclestona, ki je zopet služil denar, brez da bi bil pravzaprav prisoten. In vidi se, da kljub letom še zmeraj ima tisti pravi občutek, kako lahko iz Formule 1 potegne denar. To smo videli mnogokrat v preteklosti. In tudi tokrat je dokazal, da njegov občutek ga ne pusti na cedilu, vsaj ne v večini primerov. A tudi tokrat smo prišli do konca našega običajnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.